Umetna inteligenca v evropskem izobraževanju. Zakaj in čemu? Tečaj, ki pokriva evropske države in ki je namenjen umetni inteligenci na področju izobraževanja, se je začel kot učna dejavnost, pri kateri vsak sodeluje z vsakim. Šlo je za sodelovanje iz leta 2019 med zaposlenimi na slovenskem ministrstvu. Imel sem priložnost, da predstavim partnerstvo za inovacije na področju umetne inteligence, namenjeno učenju francoščine in matematike za učence, stare od 6 do 8 let. Partnerstvo je vzpostavilo francosko ministrstvo. Pri vseh udeležencih je vzbudilo zanimanje. Leta 2019 so UI uporabljali na vseh področjih, tako na področju gospodarstva kot izobraževanja. Odprla so se številna vprašanja o tem, kaj bi bilo treba narediti. Skupaj z Italijo, Irsko, Luksemburgom in Slovenijo smo se odločili, da projekt prijavimo v okviru programa Erasmus. Tako smo se vprašanja lotili skupaj, nismo ga prepustili posameznim državam. Imamo namreč različne izobraževalne sisteme. Cilj usposabljanja, ki poteka v evropskem kontekstu, je oblikovati pristope na 3 nivojih. Razložiti in razumeti je treba, kaj lahko UI doprinese na področju izobraževanja. Premišljeno je treba preizkušati in uporabljati vire, ki vključujejo UI. Razviti je treba tudi potrebne digitalne spretnosti, da jih bodo lahko obvladali vsi učitelji in učenci. Vsaj razumeti je treba, da je uporaba UI pri tem nepogrešljiva. Šele tako se lahko v sklopu projektov pogovarjamo o etičnih vidikih in to že od začetka. Z drugimi besedami, čemu je namenjena UI? Kakšne izzive predstavlja UI? Kaj si lahko od nje obetamo? Kako uporabljati vire UI? Kako vključiti tudi vprašanja, ki porajajo etični razmislek, ki presega regulativna vprašanja? Prav zato smo se odločili, da poskusimo UI unesti v izobraževanje. Začnemo že s 15- in 16-letniki. Z učenci na začetku srednje šole pri matematiki in naravoslovnih vedah na eni strani ter za učenje živih jezikov na drugi. Preizkušati moramo namreč na 2 področjih. V času trajanja tega projekta lahko preizkušamo na 2 področjih. Cilj prvega nivoja, pri katerem gre za razlago in razumevanje UI, je pomiriti tiste, ki se bojijo, pa tudi tiste, ki so navdušeni. Tako bomo lahko ugotovili, katere metode UI so tiste, s pomočjo katerih je mogoče rešiti težave, ki jih želimo rešiti. Prav tako bomo lahko že na začetku prepoznali morebitne predsodke. Gre za vprašanja, za katera lahko rečeš: omogočeno nam mora biti preizkušanje algoritmov UI in metod UI povezanih z viri, pri čemer bo zagotovljeno zaupanje in pri čemer bomo lahko določili naslednje korake v procesu. To ni nič magičnega, niti zastrašujočega. Ni treba, da se teh metod bojimo. Razumeti je treba splošna načela. Ni treba, da si strokovnjak. Razumeti moraš splošna načela, saj lahko potem ustrezno uporabljaš metode UI, bodisi ko gre za razbremenitev učiteljev ali pomoč učencem pri individualnem učenju. Recimo pri točno določeni programski opremi. Drugi nivo preizkušanja virov, povezanih z UI in eksperimentiranja z njimi, zadeva naslednje. Premagovanje strahu ali splošnega navdušenja z namenom, da prepoznaš potrebe ali si zastaviš jasne cilje ter preizkušaš v varnem okolju. Ko pozorno preveriš, kaj je v skladu s predpisi, s pravili, se lahko preizkušanje začne. V varnem okolju preizkusimo vire in pri sodelavcih sami ali pri učencih preverimo, kaj je ustrezno in kaj ne. Gre za ugotavljanje in ocenjevanje.
Če je mogoče, v proces vključimo tudi raziskovalce. Ohraniti je treba trezno glavo, upoštevati potrebne previdnostne ukrepe. Lahko bi rekel tako, vse tisto, do česar lahko imaš predsodke na začetku, pa tudi na koncu. Ves čas moraš nositi odgovornost za to, kar delaš, in zaupati. Tako lahko učitelji pridobijo zaupanje. Ko dobimo povratne informacije, si lahko razjasnimo, kaj so metode UI in jih začnemo ustrezno uporabljati. Določimo lahko, za izpolnjevanje katerih ciljev so namenjene določene metode UI. Nenazadnje lahko ocenimo tudi, ali so relevantne v določenem razredu ali splošnem kontekstu. Odločimo se lahko, kako preoblikovati učni program, in to v trenutku, ko imamo pred seboj učence. Tretji nivo učitelje spodbuja, naj se ne osredotočajo samo na metode UI ali na disciplinirano učenje in metode UI, ki jih uporabljajo. Spodbuja jih k širši razpravi s sodelavci, pedagoškimi skupinami in skupinami na šoli. Na tak način lahko budno spremljajo vsak korak v izobraževanju učenca. Osredotočajo se na etična vprašanja. Prav tako se zavedajo, da izboljšujejo svojo digitalno pismenost in svoje digitalne spretnosti, ki bi jih moral obvladati vsak učitelj, učenec, sploh pa vsak posameznik, ki je del digitalnega prehoda, ki smo mu priča.